Spoštovani, vsi prisotni tukaj in tudi na spletni povezavi. Ne vem, če se nam je uspela pridružiti gospa skrbnica, lepo pozdravljena, gospa Andreja Koželj, spoštovane soavtorice in soavtor prispevkov, spoštovani urednik, spoštovani gospod direktor, spoštovane ravnateljice in vodje enot. V veliko čas mi je, da vam lahko danes predstavim naš skupni večletni projekt. Izdajo priročnika Gibalno oviran otrok gre v šolo, ki je šel v okviru strokovnega centra za gibalno ovirane otroke in mladostnike, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada. V priročniku je svoja strokovna znanja in izkušnje zapisalo kar 17 strokovnih delavcev iz različnih strokovnih področij. Iz področja psihologije, specialne in rehabilitacijske pedagogike, delovne terapije, fizioterapije in zdravstva. Priročnik, ki je nastal, ni namenjen samo učiteljem, niti ne samo specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, inkluzivnim pedagogom, ampak vsem, ki potrebujejo naše priporočila v pomoč pri vključevanju in poučevanju gibalno oviranih otrok in mladostnikov, kakor tudi pri ustvarjanju možnosti za čim samostojnejše življenje. Želim si, da bi naš priročnik Gibalno oviran otrok gre v šolo postal pomemben del učne literature za študente razrednega pouka in specialne ter rehabilitacijske pedagogike. Na tem mestu bi se pa želela zahvaliti vsem. Zahvala gre gospodu direktorju, ki se zaveda pomena publicističnih objav in nas pri tem podpira in spodbuja. Zahvalila bi se vsem ravnateljicam in vodjem, ki so nam omogočile, da smo prišli do cilja. Posebna zahvala pa gre vsem nam avtorjem, soavtorjem. Šli smo skozi trnovo pot, ampak smo jo uspeli pripeljati srečno do konca. Povezali smo se strokovno, čeprav se nismo vedno strinjali, spletla so se tudi nova prijateljstva. Zelo pomembno vlogo pri tem pa je imela naša lektorica Zala Hriberšek, ki nam je bila vedno na voljo. Kljub našim časovnim zaostankom je bila vedno pripravljena in nam uredila stvari tako, kot je bilo potrebno. Seveda, brez našega urednika danes ne bi stali tukaj. Dr. Dušan Rutar nas je uspel povezati in kljub vsem našim kapricam je do konca ohranil mirno kri. Izdaja priročnika naj ne bo konec poti, ampak začetek nove poti. Upam, da manj trnove. Vem, da imamo še veliko za povedati in za napisati. In mogoče kmalu v našo zbirko izdamo drugi del priročnika. Jaz moram reči, da sem osebno zelo ponosna na to, da nam je uspel takšen podvig in da si štejem v veliko čas, da se mi na možnost soustvarjati skupaj z vsemi avtorji tega priročnika. Zdaj bi pa jaz povabila še gospoda direktorja, da še on strne svoje misli ob izdaji priročnika. Dragi zbrani, preteklo šolsko leto ni bilo ravno najbolj uspešno. Polovico leta smo se ukvarjali sami s seboj in z neuspelo diskreditacijo delavcev centra samega in direktorja. Četrt leta pa je bil center zaprt zaradi razglasitve izrednih razmer epidemije. Kljub temu zaposleni v centru nismo podlegli apatiji. Temveč smo se intenzivno in uspešno razvijali na področju našega dela, med katere sodi tudi publicistika, s katero se sedaj ukvarjamo v okviru ESS projektov. Tudi to šolsko leto se je zaradi koronavirusa začelo zaskrbljujoče, nestabilno, nesproščeno.
Zato so taki dogodki, kot je današnji, še posebej dobrodošli in razveseljujoči. Navdajajo nas z optimizmom in ponosom. Danes smo se v omejenem številu in na nenavaden način nadaljavo zbrali, da obelodanimo, proslavimo izid priročnika za učitelje gibalno ovirani otrok gre v šolo. Ta je šel v okviru projekta Strokovni center in je plod našega lastnega znanja in izkušenj, kot rečejo v realnem sektorju. Pripravljali so ga sodelavci v osnovni šoli, medicinski rehabilitaciji, ambulanti in v projektu Strokovni center. Res, da je trajalo kar nekaj časa. A najpomembneje je, da je priročnik končno tu in da ga bodo prejele praktično vse slovenske šole. Sodelavki in sodelavec, bravo! Publicistika je, kot je rekla že Suzana, pomembna smer razvoja centra v prihodnosti. In seveda jo bomo spodbujali. Želimo si, da bi kar največ zaposlenih sodelovalo pri tem. S tem bomo dvigovali raven strokovnosti v centru, osebnostno rast zaposlenih, razvijali centrotvornost in izboljšali komunikacijo in prepoznavnost centra. Hvala lepa. Zdaj se pa končal. Zdaj bi pa povabila še našega urednika Dušana Rutarja, da še on spregovori. Hvala lepa. Jaz se bom navezal na oba predhodnika, na moja sogovorca, in sicer bi najprej rad podal to. Priročnik gibalno ovirani otrok gre v šolo je nastal v okviru projekta, kot že rečeno, in v okviru serije publikacij, ki smo jih začeli izdajati pred 3 leti. Prva knjiga v seriji je tale, z naslovom Inkluzija, naslednja knjiga je tale, ima status znanstvene monografije, tretja knjiga je šla pred 3 meseci in prinaša izsledke nekega drugega projekta, ki ga imenujemo s kratico SVL oziroma socialno vključevanje mladih v lokalno okolja. Četrta knjiga je ta, o kateri govorimo danes. Peta je trenutno v tiskarni in bo išla čez nekaj dni. Teh 5 knjig, če se omenim samo nanje, je doslej spisalo 28 sodelavcev oziroma sodelavk Ciriusa Kamnik. In če obstaja kakšen projekt, ki prispeva k sodelovanju, ki prispeva k povezovanju vseh v Ciriusu Kamnik, ki prispeva k prepoznavnosti, strokovnosti Ciriusa Kamnik, potem je to zagotovo eden od teh projektov. Torej projekt, s katerim izdajamo serijo publikacij v velikih nakladah. Kot že rečeno, naklada te zadnje, o kateri danes govorimo, je 1200 izvodov in resnično jo bodo dobili čisto vsi v Sloveniji, ki se srečujejo z gibalno oviranimi otroki, mladimi ljudmi, oziroma tudi sicer z mladimi s posebnimi potrebami. Verjamem tudi, da bo ta priročnik, kot je omenila Suzana, del literature, ki bo predpisana študentom, pa seveda tudi del literature, ki jo bodo prebirali tudi strokovnjaki, kajti ta priročnik je zares obsežen, je celovit in prinaša najboljše ideje in prakse. Ne samo te, ki nastajajo Cirius Kamnik, ampak mnogo širše. Kot urednik tega priročnika upam trditi, da je to izdelek na svetovni ravni, ne samo na slovenski, in če bi šel recimo v angleškem jeziku, verjamem, da bi postal znan po celem svetu. Rad bi še dodal, da sem tudi sam
izjemno zadovoljen. Zadnjih 5 mesecev je bilo res napornih, vključno z julijem in avgustom. Bilo je veliko dela, bilo je veliko prizadevanj vseh 17, ki smo podpisani pod ta priročnik. In v tem času, v 5 mesecih, se je res zgodilo marsikaj takega, kar se sicer v našem sodelavniku na delovnih mestih, na katerih smo sorazmerno ločeni drug od drugega, ne zgodi. Tako da sem zadovoljen ne samo s tem, kar smo naredili doslej, ampak tudi s tem, kar nas še čaka. Naj samo na koncu omenim, da v naslednjem mesecu pričakujem približno 20 do 30 novih prispevkov sodelavcev in sodelavk iz Cilja za Kamnik, in sicer za nov zbornik, oziroma za letni zbornik besedil, ki se imenuje Nove svetove. To bo še en velik zalogaj, in ko bomo vse skupaj sešteli pred koncem tega koledarskega leta, bomo imeli toliko publikacij, da bomo lahko rekli, da je pri njih sodelovalo vsaj 40 delavcev in delavk iz Cilja za Kamnik, kar je gotovo zelo pomemben dosežek. Hvala lepa. Zdaj bi pa vas povabila, če lahko pridete, gospod direktor. Mislim, da slika pove več kot 1000 besed. Jaz vam tudi pripravili še rokavičke, da se boste lahko opremil. Z majhno pozornostjo bi se vam želeli zahvaliti za vse neprespane noči, za vse hude misli, neizrečene tiste besede jeze in za lastno zadovoljstvo v izdaji priročnika. Jaz bi vas kar povabila. Dragi sodelavke, pridite. Smo narodni, zdaj študiramo zjutraj, se bi bilo dosti razkužilo, ampak smo nekaj kavičke bomo dali, da ne bomo koga okužili. Kje začnemo? Veronika, kar prvo smo moče. Evo, izvolite eno simbolično mehno delilce v znak zahvale. Hvala vam. Kar pridite. Pomlad. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa. Ravnateljica. Hvala lepa. Hvala lepa. Smo uspešno naredili kolaž slika, ne? No. Arena. Hvala lepa. Pa še sodelujte. Petrovičeva. Ja. Hvala lepa. Hvala. Izvolite. Zdaj gledam, če je še kakšna izmed kolegic tudi na Teamsih. Jo ni. Še rožico za našega urednika. In urednico. Zvolijo za... Doktor Dušan Ruta, tako smo rekli, tudi za vas roža. Ja, se je Dušan strinjal. Hvala lepa in še tako strumno naprej. Hvala. In seveda za vas, ne? Brez gonilne sile pa ne bi šlo, brez Ojoj, zdaj pa se nam še Zala priključuje. Še vam, ne? Ste se nasmejal na gonilno silo. Hvala lepa, izvolite. Hvala. In bomo stopila bolj na razen. Lahko. Vsem prisotnim tukaj in tudi seveda tistim, ki so na spletu, en lep pozdrav, zunaj sije sonce, to pomeni, da tudi naš priročnik je obsijan s soncem. Zelo sem ponosna v tem trenutku, zato da sem bila lahko del te zgodbe, ki je, tako kot je Suzana na začetku povedala, trajala dolgo časa. In vmes je bilo veliko vzponov in padcev in tudi veliko iskanja priložnosti, kako znotraj delovnega časa in naših
osebnih, družinskih zadev zgodbo zapeljati. Tako da s tistim dnem, s tistim trenutkom, ko so zadeve prišle v roke strokovnemu centru, smo videli svetlo točko, da lahko pridemo do konca in danes smo tukaj. Hvaležna sem, da bo gradivo prišlo v vse osnovne šole. Otroci ne bi bili igrivi, nagajivi, veseli, srečni, ampak vsem tem so lahko samo, če odrasli, ki delamo z njimi, pa seveda tudi njihovi starši, jim dajo to priložnost. In jim dovolijo, da padajo in da ponovno vstanejo. Dovolijo, da delajo napake in nič narobe. In pridni otroci zame niso tisti, ki so tiho v razredu, ampak tisti, ki ves čas žlobudrajo, tisti, ki ves čas nagajajo učitelju, ampak ne z tega vidika, da rušijo pedagoški proces, ampak zato, ker so aktivni. Ko sem včeraj imela to priložnost, da mi je Suzana knjigo dala, že pred tem sem jo, najprej sem se oprala roke, razkužila in sem nekaj zdaj bom pa z spoštovanjem prelistala in sem jo res spoštovanjem celo prelistala in mrzpačno misel in utrinek že noter prebrala in je resnično zelo, zelo bogata v svoji vsebini. Glede na strokovno znanje, ki ga imamo, glede na vedenje in izkušnje. In biti v tej zgodbi in to deliti vsem v tej državi je neizmerna čas, pa hkrati odgovornost, da bomo znali in zmogli hoditi tudi v bodoče na ta način naprej. Dobro gradivo za otroke, za strokovne delavce in tudi za starše. Tako da, dragi moji avtorji, urednik, Suzana, kot močna spodbuda, resnično vsakodnevno in seveda, tako tudi gospod direktor rekel, publicistika je pomembna za to hišo iskrene čestitke. Bravo! Bi želela še, katera izmed avtoric z nami podeliti? Jaz bi povedala, sem ne bi šla tega, da ko smo to začeli ustvarjati pred mnogimi leti nazaj, je bil elan zelo velik. Sčasoma je ta elan popuščal in se mi zdi, da če ne bi zdaj na koncu tako bilo, kot je bilo, se bojim, da v bistvu ne bi pripeljali do konca, ker je popuščalo. Ampak zdaj, ko je zadeva zaključena, se mi zdi, da vidimo gozd, vidimo drevo. Prej smo pa videli samo drevo, gozda pa ne. In sem prav vesela, da je Suzana to res pritisnila. Volje niso bile vedno najboljše z naše strani, priznam, ampak zdaj pa res, ko je zadeva zaključena, ponosni na vse, na naš zavod, na našo hišo, na naš center, na naše sodelavce, na naše znanje. V enem pa se mi zdi, da vidim, da imamo še rezerve pri delu. S tem, ko smo izdali priročnik, ko delamo, vidimo, da ni vse tako, da imamo še dovolj nekega prostora, ki bi se dalo še izboljšati. To se mi zdi, da je to v bistvu tudi spodbuda za delo za naprej, da se še izboljšamo, da še poskusimo nekaj, da še najdemo nekaj novega. Da ni zadeva zaključena. Je le odprta pot na novo. Tako se meni zdi. Tako da sem vesela in ponosna in z veseljem vzamem rožico in pohvale in priznanje in vse. Ravno tako. Mogoče še katera izmed vaše enote? Jaz bi mogoče to rekla, glede na to, da že mnogo let delam tukaj v tem centru, da smo mogoče res končno zbrali se skupaj, sodelovali, da predstavimo, kaj vse dogaja v našem centru, ker se dogaja veliko in veliko dobrega in veliko tudi strokovnega. Ker pač mogoče že mi med sabo ne vemo, kaj vse se dogaja in je tukaj zbrano v priročniku in da to podelimo še širše. In da ne ostanemo tukaj, ampak gradimo naprej in iščemo naprej poti, ki nas bodo pripeljale do skupnega cilja in do zmeraj boljših rešitev in sodelovanja tudi širše, ne samo znotraj centra, ampak najprej pa tukaj. Se mi zdi, da moramo imeti, bom rekla, v tem našem centru stvari v piko, bi rekel, ker smo osrednji center v
Sloveniji, da moramo najprej tukaj res stvari, kot smo jih tle povezali, predstavili, ne, peljati naprej. Hvala. Bi mogoče želela ti kaj povedati? Lepo pozdravljeni vsi, zdaj vas ne vidim in ne vem, koga ne govarjam, ampak kot sem že na začetku povedala, lepo vas vse pozdravljam. Ja, priročnik je prišel do konca, čeprav mi se je zdelo na začetku, da je to taka ena dolga in krvavita pot. Mi zdaj pa sem res zadovoljna in mi v čas, da sem lahko sodelovala pri ustvarjanju tega priročnika. Mislim, da nam je uspelo na en strokoven, pa hkrati na en razumljiv način prikazati kakšno vse imajo posebnosti, ki validirajo otroci, kako pomagati, da se naredi eno spodbudno, inkluzivno okolje in resnično si upam, da bo ta priročnik pomoč vsem, ki delajo s tovrstnimi otroki. Tako da čestitam vsem. Jaz mislim, da smo zadeve izčrpali. Še kdo slučajno, da ne bom besede vzela. Iza, si kdo še želel? Jaz bi se lahko dodala, da ste kolegici tako lahko pojasnili in obrazložili na strani našega v bistvu sodelovanja s strani terapija. In bi rekla to, da lepo je vse napisano, kot teorije, da se moramo pa vsi skupaj tudi zelo potruditi, predvsem naše mobilke tudi na terenu in te mobilne službe, tudi naši terapeuti, ki sodelujemo tudi v tem timu, da vse to, kar je v našem centru, se tudi praktično dogaja, da ponudimo praktično to tudi drugim in da smo nek support tudi pri praktičnem delu. Hvala. Spoštovani, želim vam lep dan še naprej. Hvala. Srečno! Zdaj pa ne bom